Lepo pozdravljeni ponovno. Kot smo že pred kosilom napovedali, nadaljujemo s konferenco, prvi dan konference s panelno razpravo Slovenija kot dolga živa družba. Naj predstavimo sodelujoče. Gospod Aleš Kenda, Ministrstvo za solidarno prihodnost, profesor doktor Vlado Dimovski, vodja kompetenčnega centra, profesorica, pokojna profesorica Fakultete za socialno delo, doktorica Vesna Reskušek, gospod Marjan Radnika, Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale in pa docentka, doktorica Marija Krejžar, tudi članica kompetenčnega centra in profesorica na Fakulteti za socialno delo in profesorica za socialno Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani. Tako da predajam besedo, ki bo moderirala panelno razpravo. Hvala lepa. Prav lepo pozdravljeni, gostje naše panelne razprave. Zdaj ne bomo mogli odpreti oziroma odgovoriti na vsa aktualna vprašanja, ampak kar nekaj iztočnic pa lahko damo, določene ideje, dobre prakse lahko prenesemo oziroma spodbudimo tudi kakšne inovativne ideje. Najprej iskrena hvala, da ste si vzeli čas in se udeležili naše panelne razprave. Vesna, midve sva kolegici na Fakulteti za socialno delo, a smem povedati, kakšen je danes tvoj dan, prvi dan? Ja, lahko, ja. Lahko? A bi ti rajši? Ne. Prvi dan ima danes posebni status. Ja. Ja, upokojenka. Ja, danes sem upokojenka, ja. Tako. Tako da naše prvo vprašanje oziroma prvo vprašanje, ki bi ti ga namenila, ga morda tudi v tem trenutku zelo močno čutiš, kaj ti pomeni gerotranscendenca, kako si se sama kaj pripravljala na upokojitev, načrtovala življenje po upokojitvi? Dela, ja. Ja, danes je zares en tak poseben dan. In sicer sem prvi dan upokojenka, včeraj sem bila še zaposlena, danes sem zamenjala status. Ampak moram reči, da se nič ne spremeni. Od včeraj na danes se ni spremenil čist nič. Jaz sem še vedno zjutraj ob 6. se vstala, si skuhala kavo, jo odnesla za računalnik in celo dopoldne delala in zdajle prlaufala sem in pa bom imela kosilo in pa bom šla spet delati. Hočeš reči, da imaš zdaj še manj časa. Ni nič spremenila, ampak mogoče sam, če lahko še dodam, nekaj, sem pa vendarle naredila en korak dalje, se nisem ukvarjala, ker se nisem imela časa ukvarjati s tem, kako bo potem, ko bom spremenila ta status, sem se pa vendarle pozanimala za ene par telovadb, to pa sem, ker mi je partner rekel, da to pa mora biti moj cilj zdaj, da se malo spravim v formo, In to, kar sem opazila in kar se mi zdi zaskrbljujoče je, da seveda imaš pri nas zdaj v tem času kakovostno starost, če imaš dovolj debelo denarnico v žepu. Se pravi, da je veliko nekih aktivnosti, veliko zdravja in tako naprej odvisnega od plačila. Tako da to me je zelo zaskrbelo, zaradi mene same. Jaz to zmorem, je pa zaskrbelo za vse tiste, ki se upokojujejo, pa so daleč od tega, da bi se lahko zagotovili da bi si zdravje in lahko kakovost to privoščili. Ja. Ko govorimo o aktivni in zdravi starosti, je potem vprašanje, kako je dostopna. Kaj pa pojem gerotranscendenca? Kako bi ga opisala, glede na to, da ga v zadnjem času pogosto slišimo? Jaz moram reči, da tle nisem jaz kaj dosti doma. Pri tem si pa to predstavljam, da vendarle morajo biti na razpolago neki, da mora človek seveda poskrbeti za to, da je ta tranzicija iz delovnega v upokojensko življenje zanj čim bolj gladka, to ni vedno lahko, ampak pri tem pa seveda mora imeti tudi nek sistem storitev, nek sistem podpor in tako, da je ta prehod lahek. Tako da toliko, jaz sam rečem. Ja, hvala lepa. Gospod Kenda,
Kaj pomeni vključujoča dolgoživa družba v praksi? Kakšne aktivnosti bi izpostavili, kar so bile narejene v Sloveniji do sedaj? Kaj se načrtuje? Projekcije so znane. Kje smo? Kakšni so naši naslednji koraki? Ja, hvala za besedo. Vključujoča dolgoživa družba je v bistvu ena zanimiva kombinacija besed. V bistvu je to en zelo sodoben pogled na družbo. Na družbo ne gledamo več kot na družbo recimo posameznih generacij, kjer ene prispevajo nekaj družbi, drugi ne, eni samo vlečejo iz družbe, eni so breme in podobno. Tega v bistvu jaz ne zasledim več, obratno, vse bolj grejo vse politike v to smer, ki jo pravzaprav tudi kombinacija teh črk pomeni. Recimo tudi agenda 2030 ima v ozadju eno idejo, da nikogar ne bomo pustili od zadaj, torej no one left behind. Tisti, ki se še recimo v okviru Združenih narodov najbolj ukvarjajo z zgodbo staranja, to je Ekonomska komisija Združenih narodov v Ženevi, pa ima podnaslov vseh svojih konferenc o staranju v zadnjih 23 letih družba vseh starosti. Skratka, naslovi vseh konferenc so različni, ampak podnaslov je enak, torej družba vseh starosti. Tako da jaz lahko rečem, da je ta naslov vaše konference nekako v skladu s temi sodobnimi trendi. Ključno pri doseganju seveda te ideje, vključujoče družbe, pa je v bistvu premik razumevanja starosti in starejših od tega, da to ni neka skupina ljudi, ki je neproduktivna, da je to neko obdobje pospešenega upada, ampak obratno, starejši so seveda sestavni del družbe in tisto, kar je še nekoč veljalo, da so starejši predvsem tisti, ki predvsem dobivajo pokojnine, pa potrebujejo pomoč, da družbi pa praktično nič več ne prispevajo, seveda že dolgo ne drži več. Nasprotno, na starejše se bolj gledamo kot na skupino, ki družbi seveda veliko daje. Recimo, ni ves prispevek družbi samo tist, ki se ga meri preko družbenega bruto produkta, koliko proizvodov si naredil v 8 urah, ampak je tudi mnogo drugega. Recimo, samo varstvo vnučkov pomeni en pomemben doprinos tudi k družbenemu produktu. Starejši so tudi izjemni prenašalci vrednot in tradicij, česar je v današnji družbi, ko je teh medgeneracijskih stikov vse manj, tudi izjemno pomembno. Skratka, ta naslov je bil zame prav eno presenečenje, ko sem ga prebral in sem se zato rad udeležil tega. Zdaj, vprašala ste me pa malo širše, kaj smo naredili in kakšni so plani za naprej. Ja, v Sloveniji so recimo v zvezi z staranjem neki ključni dokumenti strategije. In prva strategija, ki se je dotikala zgodbe staranja, je iz leta 1997 in ta strategija se je imenovala strategija varstva starejših in se je dejansko nanašala samo na socialno varstvo in je to nekako odraz tistega časa. Na starejše se je gledalo kot pač na ljudi, ki zdaj potrebujejo neko pomoč, predvsem z vidika socialnega varstva. Že naslednja, ki je bila pripravljena leta 2006, je bila pa že medresorski dokument. Skratka, zgodba se je zelo razširila, nažalost je imela še vedno podoben naslov kot tista prej, strategija varstva starejših, to zaradi neke formalne napake ga nismo mogli pri pripravi spremeniti, smo pa zato dodali v podnaslov, skratka,
strategija varstva starejših, strategija medgeneracijske solidarnosti, družbene kohezije in nekaj podobnega. Skratka, smo zgodbo razširili. Tretja slovenska strategija, to je pa strategija dolgožive družbe, je bila pa pripravljena in sprejeta leta 2017. To pa je že neka strategija z, kako bi rekel, ustreznim imenom, strategija, ki se ne ukvarja več zgolj ozko za starejšimi, ampak je pri njej prisoten ta vseživljenjski vidik in to je nekako strategija, ki je sodobna in je tudi primerljiva z podobnimi dokumenti, ki so v svetu. Ja, kakšno pa ima, kako bi rekli, veljavo oziroma kakšne korake smo naredili v teh 8 letih od sprejetja strategije. Marsikatero strategijo namreč sprejmemo v Sloveniji, vendar pa potem v ozadju ni nekega akcijskega načrta, nekaj, kar bi v resnici poganjalo potem do realizacije, do tega, da bi začeli uresničevati strategijo, ki je zares tako zapeljana kot celosten dokument, povezujoč različna ministrstva. Se pripravlja novelacija, akcijski načrt? Zgodovina te strategije je seveda malce specifična. Tik pred korono, epidemijo korone, konec leta 2019, so bili praktično pripravljeni vsi akcijski načrti. Strategija je namreč sestavljena iz 4 stebrov in za vsak stebr je bil pripravljen akcijski načrt. Nato pa s prihodom te epidemije, z zamenjavo vlade in z usmeritvijo vseh ljudi v nekako razpoložljivih ljudi na ministrstvu v reševanje teh izzivov epidemije, je zadeva zastala. Jaz sem pričakoval, da se jo bomo že lotili, kot pa vsi veste, se zdaj na našem ministrstvu večji del ljudi intenzivno ukvarja z dolgotrajno oskrbo. Je pa strategija seveda taka stvar, oziroma njeno uresničevanje taka stvar, da to ni zgolj stvar enega ali 2 človekov, to je treba nek širši tim, da na različnih nivojih ponovno osveži tisto, kar je bilo do takrat že narejeno. Zdaj, jaz ne bom rekel, da seveda strategija stoji zaprašena, po posameznih ministrstvih vedo, kaj so usmeritve te strategije in se do neke mere že odzivajo na to, absolutno pa še manjka seveda ta končni korak, to je uradno sprejetje akcijskih načrtov. Jaz upam, da če to ne bomo začeli letos, je drugo leto gotovo tisto, ki se na tem področju mora nekaj premakniti. Se strinjam. Zdaj, ko je bilo na začetku nekako, ko ste razložili, kaj je vključujoča dolgoživa družba, se mi zdi pomembno, da na tem mestu tudi poudarim, da ne danes, ne jutri na konferenci, niti na panelni razpravi ne bomo šli v globine dolgotrajne oskrbe, o kateri poslušamo zdaj skoraj da vsakodnevno, predvsem kritično, ampak si želimo osvetliti, opozoriti tudi na druge vidike, ki pomembno vplivajo na kakovostno staranje, ker so nekako kar zdaj spregledani in če se želimo izogniti oziroma zmanjšati različne predsodke na podlagi starosti, potem moramo tudi začeti videti starost v različnih odtenkih, ki to vsekakor je še vse kaj drugega kot dolgotrajna oskrba. Tako da se ne izogibamo neki vroči aktualni tematiki, ampak namenoma opozarjamo tudi na vse druge vidike, ki pomembno vplivajo na to, da bi se lahko vsak posameznik čim bolj kakovostno staral in da ne bi ostal zadaj, čeprav je to zelo ambiciozen cilj, glede na to, kako nekateri starejši v Sloveniji živijo. Lahko sem eno kratko misel. Izvolite. Omenila ste starost in v različnih odtenkih. Ja, to je ena zelo zanimiva misel. Meni pogosto pride na pamet na misel Eskimi, Inuiti. Oni imajo za sneg 50 različnih poimenovanj.
za različno vrsto snega, drugo poimenovanje. Mi imamo v Piranu, kjer zapade sneg enkrat na 20 let, eno poimenovanje. V Ljubljani imamo mogoče 2-3 poimenovanje za sneg. Zakaj ne bi imeli za starost mnogo več poimenovanj in to bolj prijaznih, kot so zdaj? Ja, vsekakor bi se morali izogibati kakšnim terminom, ki že sami po sebi nekako potem spet spodbujajo lahko predsodke, tako kot so varovanci, oskrbovanci ali pa starostniki. Ampak dobro. Profesor Dimovski, kako lahko javne politike spodbujajo dolgoživost in vključevanje starejših, kot denimo na področju socialne zaščite, stanovanjske politike, infrastrukture, bivalnih razmer? Tako kot tako vprašanje, kot to vprašanje ima seveda krajši, daljši odgovor. Dovolite pa mi, da preden da odgovorim recimo čisto konkretno, kako lahko politike vplivajo, na eno razmišljanje, ki se malo navezuje na to, kar je kolega Aleš prej že povedal. V glavnem, kaj pravzaprav razumemo kot staranje in kaj kot dolgoživost. Namreč, jaz sem dolga leta živel v Ameriki in sem videl, da je odnos do starosti drugačen kot v Evropi. V Evropi imamo, če vzamemo neko panevropsko razumevanje, se ukvarjamo o staranju, agingu. To se pravi, želimo v bistvu ugotoviti, na kakšen način lahko preživljamo starost, kdo, vemo, da je to zelo heterogena struktura postala, da imamo ljudi, ki so še pri 95-ih taki, da lahko pišejo članke, saj naš ded je bil tako, in tako naprej. Imamo pa druge, ki so že pri 60-ih opremogli, pač odvisnosti od neke določene situacije. Se pravi, v Evropi se bolj ukvarjamo s tem, kako preživljati starost. Medtem ko Amerika je pa bolj na tej strani, lahko bi rekel, longevity, dolgoživost, ampak še bolj na tem, kako zaustavljati starost. Kako zaustavljati staranje, ta youthfulness, kako zgledam in tako naprej. Imamo celo klinike, ki si ti izbereš po meniju, jaz bi pa si mal dal nos narediti, pa malo ušesa, pa malo brado, pa tako naprej. In imaš kar po meniju. In v bistvu tudi celotna industrija se je k temu usmerila. Kreme od, ne vem, jaz že pri ženi vidim, da ima kar tako je pol metra, teh krem, pa niti ne vem, zakaj je kjera in tako naprej. Še dobro, če ne bi jih začel tudi ti uporabljati. Morbit mi ne bi škodil, to se strinjam, ampak v vsakem primeru. Tako da to sta dve in to je ta longevity oziroma youthfulness. Tako da se mi zdi, vsaj z mojega vidika, je bolj smiselno, da se mi ukvarjamo, kako v starosti živeti, kaj so naši cilji, kako se medsebojno povezovati in tako naprej. Ker že prej sem rekel, da staranje oziroma starost po upokojitvi statusno, je to prvo obdobje, ker nimamo neke institucije, kjer smo neinstitucionalizirani. Mi smo institucionalizirani celo življenje, medtem ko starost je prva tista, kjer to nismo. In se včasih kar ne znajdemo, kaj pa bi počeli, razen profesoric, ki to bolj poznajo, in se že pripravijo na to in tako naprej. Skratka, to je prva taka stvar. Drugo izhodišče, ki bi rekel, preden odgovorim vprašanje, je ta heterogenost starostnikov, ki jim pač moramo to prepoznati, in zaradi tega nastajajo čedalje bolj različne heterogene oblike in šolanja, in telovadb in karkoli že hočete. Tretja stvar, ki sem jo hotel tukaj povedati, recimo, je vprašanje, ki je izjemno pomembno in čedalje bolj pomembno vprašanje mobilnosti. Mi imamo sicer, bi rekel, pri ekonomskih politikah in sicer se ukvarjamo dosti s tem mobilnostjo in bi rekel, eno glavno tako vprašanje je the last mile. Kaj v bistvu narediti, ko te že vlak pripelje, avtobus pripelje, kako pa priti od pritličja do, ne vem, 5. nadstropja, ko moraš sam najti kovčke in to je recimo za starejše nepremostljiva ovira. In moram reči, da v bistvu pri teh politikah, ena izmed teh je recimo ta transport oziroma bom širše rekel mobilnost, je mikromanagement. Mi preveč gledamo samo, oziroma niti ne preveč avtoceste, ki so zabasane,
ampak moramo gledati v bistvu mobilnost v splošnem. Kako se mi sploh gibljamo, na kakšen način pridem iz ene točke na drugo točko. Ne. Ker recimo, jaz sem videl pa enemu svojemu študentu, invalidu, ne, in po tistem smo na fakulteti sprožili akcijo in praktično je zdaj za vsako vrsto invalidnosti dostopnost do vsake točke na fakulteti, ker sem rekel, daj prid k meni v kabinet. Je rekel, profesora, se vi hecate? Sem rekel, kako hecate? Prid v kabinet, ne. Rekel, ne moram priti v kabinet. In sem takrat šele v bistvu, ne, to je bilo že nekaj let nazaj, začel razmišljati, kako v bistvu je ta mikro, ne, da mi v bistvu z velikimi načeli rečemo mobilnost za vse in tako naprej, potem se pa to ustavi na eni stopnici in podobno, ne, ali pa recimo pri pločnikih, ne, in tako naprej. Tako da te politike, javne politike bi se morale osredotočati v bistvu tudi na vse te, to se pravi recimo pri mobilnosti, ne samo te linije povezav, ampak v bistvu čisto konkretno mikrosituacijo. Glejte, potem zdravstvena zaščita oziroma socialna zaščita, s tem smo se ogromni, se še vedno se bomo veliko ukvarjali, ne. To je del v bistvu povezan pač s socialnim sistemom, ki pa ni izključno samo socialna, ampak je vse, od šolanja do, ne vem, zdravstvenega varstva in tako naprej, vsi ti sistemi so medsebojno povezani in seveda moramo spet vedeti, ne, kako kakšen instrument deluje. Za mene so javno politiko razumem kot instrumente, ki so usmerjene na določen segment populacije, zato da dosegajo neke cilje. Ta triada, ne, vedno imamo to v glavi, ne, so nenatančne, ne ciljajo dobro, ne, in mislim, da izgubljamo ogromno in finančne, in kadrovske, in druge, ne, ker ne ciljamo dobro. Mi, kot sem bil minister, smo se ukvarjali s tako imenovano, se spomniš, učinkovito socialno politiko. To se pravi, ne podvajati instrumentov. Mi imamo pa instrumente, ki se podvajajo, instrumente, ki agregirajo. Zakaj? Ker nismo natančno svoje naloge, domače naloge naredili in pravilno ciljali to instrumente in na ciljne populacije. Mi imamo velik problem v kumuliranju pravic. To je narobe. Mi bi morali biti zelo natančni pri segmentaciji in pa potem izvajanju teh socialnih politik, kot je recimo ta stanovanjska politika. Tukaj smo pa po mojem mnenju, glejte, kaj so domovi? Sem jaz zadnjič z enim svojim profesorjem razgovor precej dolg, rekel, Vlado, veš, koliko mi damo za te zide, pa vmes prost zrak? Ampak res, veste, če gremo mikro spet analizirati domove, kaj so postali naši domovi? Pa se ne vtikam v intimnost, v to, kako si ljudje, ampak jaz sem začel ugotavljati, da so to skladišča ljudje. Garaža je itak skladišče, kleti skladišča, potem imamo skladiščenje oblek, skladiščenje hrane, skladiščenje zdravil, vseh teh stvari, ki jih bom enkrat, jih bom pa rabil, ne? Pa 1 let narabiš, pa 2 let, pa 10 let, ne, pa rečeš, da bomo stran pometati. Ne, siguran bom rabil. Skratka, lejte, v bistvu optimizacija prostora. In šele zdaj, ko se povečujejo, ekstremno povečujejo stroški energetike, ne, ko govorimo celo o energetski siromašnosti in tako naprej, smo začeli malo gledati, ja čakaj, tukaj pa tega pa res ne rabim, pa tega res ne rabim, pa tole je odveč, pa tukaj se bom malo prilagodil, pa se tega tole bom lahko unovčil, pa prodal in tako naprej itd. Skratka, stanovanjska politika spet nam primanjkuje v bistvu neke mikrorazumevanja stvari. Mi imamo seveda še ogromno praznih stanovanj in tukaj ta vlada recimo ni znašla načina, mehanizma, kako bi aktivirala ta prostor. Ampak nobena vlada, mi smo imeli že v naši vladi napisan leta 2001 v koalicijski pogodbi, da bomo pač to področje uredili. Malo morgen, ne, niti takrat, niti še zdaj ni čisto urejeno. Ampak v bistvu, ne, Srna Mandić, naša raziskovalka, ki jo poznamo, ne, je že leta nazaj imela tako imenovano stanovanjsko kariero. Da v bistvu mora prostor tebi služiti, ne pa ti prostoru. In v principu, kaj se zdaj dogaja? Imamo ogromno starejših, ki živijo osamljeni, ne, ki se ne bo nikoli selili,
ki na koncu živijo v enih zelo majhnih kvadratih in tako naprej in služijo temu prostoru. Da ne bom rekel, da so sužnji tega prostora. To se pravi, to, kar sva se midva prej pogovarjala, ne, ta makro pa individuum, ne, se pravi, da lahko preko politik, javnih politik, dajemo neke usmeritve, ampak je na posameznikih, da to eksekutirajo. Ker če ne bo volje, če ni nekih spodbud ali davčnih ali takih ali drugačnih, ne bomo svojega obnašanja spremenili. Ne. Pa to, bom rekel, ne velja samo za starejše, čeprav pri starejših zaradi upadov dohodkov, možnosti zaslužka in tako naprej se ta situacija pač zaostruje, je tam ta situacija potem še malo bolj. Veliko vemo, da je enočlanskih gospodinjstev, recimo, ki živijo na način ali pa želijo živeti na način, kot so celo življenje živeti, pa ne morejo več. Ne. Tako da bi zdaj zaključil v bistvu to misel, ki pa gre lahko seveda še v globine, kapilarno, lahko tukaj razmišljamo. Ne. Jaz bi rekel, da javne politike bi morale delovati na nekih osnovnih načelih nediskriminatornosti, vključenosti, skratka, da so določeni trgi, dobrine, storitve absolutno dosegljive vsem populacijam, delom populacije, vendar pa mora imeti posameznik zadosti spodbud v takih ali drugačni obliki, da se lahko preko tem načelom v teh politikah tudi prilagodi. Hvala lepa. To, kar si opozoril na našo željo v Sloveniji, potem, da živimo čim višji stanovanjski standard, marsikaj od tega je v narekovaju, recimo čim višji stanovanjski, se pravi imeti hišo, čeprav potem živiš sam, kot ti partner umre v hiši, ker si računal, da bodo otroci živeli s tabo, ampak to hišo moraš ohraniti, ker to pomeni, da si nekaj dosegel, da boš lahko otrokom dal, a v resnici potem posledično živiš precej nižji življenjski standard, kjer ne veš, a boš sploh imel denar za zamenjati streho ali pa za ogrevanje. Po drugi strani to, kar si omenil, da kakšne javne politike morda tudi zgrešijo svoj cilj oziroma ne morejo biti enake za celotno področje države, bi lahko bil razmislek tudi v tej smeri, kot smo danes poslušali predavanje o razvoju starosti prijazne Norveške, o tem, da se večja avtonomija podeli občinam, kjer glede na potrebe svojih občanov skupaj z njimi participatorno raziskujejo in potem tudi oblikujejo določene rešitve. Pa gremo potem naprej kar na občino Domžale. Gospod Ravnikar, pozdravljeni. Hvala, lepo pozdravljeni. Bi morda vi predstavili, kakšne imate ukrepe, aktivnosti, kako ste se lotili oblikovanja starosti prijazne občine Domžale, kaj je tisto, kar pa v vaši občini pomeni več možnosti za boljše preživljanje časa za starejše? Hvala za vprašanje. Jaz bom začel z otroštvom. Sprejemanje znanja se prične že v obrojstvu in se potem nadaljuje tako v vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli, fakulteti in pa tudi v delovnem aktivnem obdobju. In v domžalski občini smo ustanovili Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki vključuje preko 730 slušateljev. Ravno en teden nazaj smo imeli dnev odprtih vrat in v tem obdobju se je na novo upisalo preko 30 novih slušateljev. V domžalski občini imamo zelo dobro povezavo z samo občino, tako finančno kot tudi medgeneracijsko, tudi kot sodelovanje z našo univerzo, z ostalimi društvi v občini Domžale. V občini Domžale imamo kar nekaj zadev. Ena od teh zadev je posvetovalno telo županje, to je svet za položaj starejših v občini Domžale, ki sooblikuje predloge posameznih društev, tudi naše univerze. Jih potem predebatiramo na samem sestanku, na svetih za položaj starejših, sprejmemo sklepe in tudi predloge za izboljšave preživljanja starejših v občini Domžale. Če se malo navežem tudi na našo univerzo za tretje življenjsko obdobje, imamo preko 34 študijskih programov. V te naše programe se vključujejo ljudje, občane, občanke, ki zaključujejo delovno aktivno obdobje. Naš slogan je učenje ima svoj začetek in nikoli konca, kar jaz zelo rad vedno poudarjam.
Kaj je pomen te naše univerze? Občani prihajajo, se izobražujejo, so socialno vključeni, so družbeno dejavni, imajo občutek, da so še vedno pomembni v družbi, da lahko soustvarjajo delovanje same občine, dajo razne predloge in pa ko na samem predavanju raznih predmetov, študijskih programov, vsak študijski program je enotedenski po 2 šolski uri, tu se zberejo iz različnih profilov mentori, ki morajo imeti ustrezno izobrazbo, da lahko poučujejo na teh študijskih programih. Vsaka skupina ima svojega mentorja. Pomen tega druženja je, zelo pomembna je povezava med mentorjem, animatorjem in pa skupino, ki se udeležuje teh študijskih programov. In če je ta povezava takšna, kot mora biti, in jaz ugotavljam, da pri nas je, zato imamo tudi takšno številko slušateljev, ni razloga, da se ne bi vpisovali. Kaj pomeni še te? Ko jaz vidim slušatelje po hodnikih, ni samo tisto uro pa pol, potem gre še za kakšno uro pa pol na kavico, se predapetirajo, pogovorijo o svojih domačih težavah, o problemih in predvsem je tukaj dobra volja. Jaz zelo rad tudi velikokrat povem, ne ostaja doma, če zaključite delovno aktivno obdobje, vključujete se v dejavnosti, ki jih imamo ogromno v občini Domžale, ne samo naša univerza, tako da to je eden izmed teh ciljev, ki mene zadovoljuje, ko vodim to domžalsko univerzo. Pa tudi, ko vidim, da ima tudi občina Domžale na čelu za županjo ogromno posluh za naše občane, ki hodijo na našo univerzo. Hvala. Izpostavili ste pomen vseživljenjskega učenja, posvetovalno telo, kjer imajo možnost starejši tudi podati svoje predloge, vprašanja. Kaj pa je tisto, kar po vašem mnenju nekako definira, označuje starejšim prijazno občino? Ste se morda lotili tudi odprave kakšnih arhitektonskih ovir ali pa bolj prijaznih storitev v skupnosti, trgovine, pošte, banke? Tudi na tem svetu za položaj starejših smo letom 2021 uvedli brezplačne prevoze za starejše. Prej jih ni bilo, potem smo to probali speljati na malo drugačen način, kot je pa Prostofer. Te prevoze omogočajo okoliškim krajem v občini Domžale, starejšim, ki so sami, nimajo prevoza, otroci so v službah, pokličejo na brezplačno telefonsko številko, se dogovorijo za en dan naprej, a grejo v trgovino, a grejo do zdravnika, a grejo v Ljubljano na kakšen pregled in to je tista zadeva, ki je zelo pomembna za starejše ljudi, da pridejo do tiste točke, katero želijo obiskati. Potem druga zadeva je ustanovitev centra dnevnih aktivnosti. Tukaj v centru dnevnih aktivnosti se tudi vključujejo starejši. Sodelovati bo z raznoraznimi aktivnostmi, raznoraznimi pogovori, problemi. Veste, da starejši imajo kar ogromno število problemov, kako bom pa preživel, kaj bom pa kupil, kaj bom pa danes kuhal. Vse te stvari jih zanimajo in na tem področju imamo lahko zelo veliko narejenega. Potem imamo zelo dobro razvito medgeneracijsko sodelovanje v občini, to pomeni, da se vključujemo v aktivnosti, v programe, v kulturne dogodke, ki jih občina prireja. Na sami naši univerzi imamo tudi zelo dobro medgeneracijsko sodelovanje, saj velikokrat povabimo iz kakšnih drugih društev mlajše člane, da predajo o kakšnem zdravem načinu preživljanja, zdravem načinu prehranjevanja in pa podobno. Ena izmed takšnih spletk je tudi dobro sodelovanje s Pedagoško univerzo v Ljubljani. Tam prihajajo na pedagoško prakso tudi študente iz te pedagoške fakultete.
to 80-urno prakso in moram reči, da so zelo prijetno presenečeni, pozitivno presenečeni, kako starejši ljudje sprejemajo to znanje, ki ga podajajo mentorji. Ker tukaj jaz vidim, da v tem tretjem življenjskem obdobju majčkeno drugače razmišljaš, majčkeno drugače sprejemaš to znanje, ker veš, da gre to za tvoje razmišljanje, za tvojo umsko usposobljenost, umsko razvitost, da ne v tem tretjem življenjskem obdobju ne ostaneš nekaj v zadej. To je najhujša zadeva, ki se lahko zgodi. Zato so te dogodki pa univerze zelo pomembne, pa predvsem pa sodelovanje med ljudmi. Prej si omenila, Vesna, dostop recimo do športnih aktivnosti, pa če gremo korak naprej. Danes na tiskovni konferenci smo dobili vprašanje, menda so slovenski upokojenci, živijo zelo kakovostno življenje v primerjavi z ostalimi. Kaj menite o tem? Torej, dokler časa smo v povprečju, je lahko slika na videz lepa, vendar to povprečje lahko pomeni tudi nekoga, ki ima zelo visok življenjski standard in pa ljudi, ki nimajo za osnovne življenjske potrebe. Pa bi te pa vprašala, glede na tvoje raziskovalno delo, del tvojega raziskovanja, kateri del populacije je najšibkejši, najranljivejši, bi se dalo kaj spremeniti, kaj predlagaš? Če gledamo predvsem na starejše nad 65. Ja, mi smo imeli zdaj en velik projekt o vsakdanjem življenju in življenjskem poteku starih ljudi, ki živijo v revščini. Še naslednje leto ga bom delala, tako da ni skrbi za mojo aktivnost, ampak tle smo kombinirali, malo smo tudi Šerove podatke gledali in se s kolegi tudi dobili, tako da bomo tudi te podatke zelo dragoceno vključili. Zdaj to, kar se je izkazalo, kar nam podatki, predvsem statistike kažejo, je, da so najrevnejši ljudje, ki so iz najstarejših kohort, to so ljudje nad 70 in 75 letom starosti in med temi so zares najrevnejše starejše ženske. Te so recimo pri starostni skupini nad 75 let za več kot 100% revnejše, za več kot 2-krat revnejše od moških. Mislim, da je stopnja tveganja revščine pri moških tam okoli 13, 6, 7, nekaj takega, pri ženskah pa okoli 80%. Tako da so zares starejše ženske zelo revne. No, s tem, da je seveda dosti velika razlika tudi pri kohortah od 65 plus, ne, zagotovo, tudi tle. Potem je pa še ena skupina in to so ljudje, ki živijo sami, ne. To je pa že kolega Vlado omenil. Se pravi, ljudje, ki so samski, ki živijo v samskih gospodinjstvih in seveda najbolj so revni še tisti, ki so najemniki stanovanj, ne. To so recimo ene take 3 tipične skupine, ki zajemajo tudi dosti veliko skupino starejših ljudi, zaradi tega, ker saj tle so tudi neka logična potem razlage, zakaj ženske bolj nad 75 let, ker dlje časa živijo kot moški in zelo pogosto živijo same, ne. Nimajo več bodisi, da so vdove, razvezane, kakorkoli že, živijo same, ne, in to iz enega dohodka, ki je v povprečju seveda nižji od dohodka moških. Razlike v pokojnini med moškimi in ženskami, pokojninah, ki so pod pragom tveganja revščine, je okoli 100 evrov. Se pravi, ženske dobivajo tam od 550 do, to sem pogledala kako leto nazaj, zdaj so številke verjetno malo drugačne, tam okoli 550, 600, 650 evrov, moški imajo pa za od 50 do 100 evrov višjo pokojnino, ne, čeprav še vedno pod pragom tveganja revščine. Tako da na to je treba biti pozoren, ne.
pri ustvarjanju politik, pri ustvarjanju sistema, programov, storitev in tako naprej, se je treba vedno vprašati, kdo je tu, ne? Se pravi, koga vključimo, ne? Kdo je tu pri nas, kdo hodi k nam, ne? Koga zajamemo in tako naprej. In se je treba vprašati, koga pa ne, kdo ostane pa zunaj te mreže. Ne? In se je treba vprašati, kaj je zdaj s tistimi, ki ostanejo zunaj te mreže. Ne? Tako da je tudi, recimo, če pogledamo naše programe, ne, nacionalne programe na različnih področjih, dostikrat vidimo, se to tudi smo že slišali danes, dostikrat vidimo, da so naravnani na univerzalnega človeka, ne, se pravi, na univerzalnega otroka, na univerzalnega starega človeka in tako naprej, ne, kot da obstaja en star človek, ne, po podobi katerega se potem storitve enostavno delajo. Zelo pogosto pa pozabimo, da gre za zelo raznoliko populacijo, za zelo raznoliko, ne. Pri nas se recimo ne vprašamo se, kaj je za starimi Romi in Rominjami, ne? Kako oni živijo. Ne? Nikoli se to še nismo vprašali, se mi zdi, ne? Kako je z njimi na starost, ne? Niso v domovi za stare, tja ne sežejo nobene storitve na domu, recimo, ne? In tako naprej. Ne? Ali pa recimo eno od takih vprašanj je, kako se starejši z istospolnimi identitetami počutijo v domovi za stare, ne? Kako z njimi ravnajo. Ali pa recimo zdaj bojo domovi za stare, se bojo morali odpreti tudi transspolnim osebam. Ne? Več je transspolnih oseb, ki imajo specifične potrebe, tudi zaradi tega, ker imajo specifične zdravstvene potrebe, ne? Tudi in tako naprej. Ne? Tako da, če ne bomo prilagajali teh storitev specifičnim populacijam in tudi načrtovali politike, tako da bomo zajeli različne populacije, potem smo naredili zelo malo. Potem se vedno na nek način osredotočamo na srednji razred, ne? Na ljudi, ki so še sposobni, ki zmorejo sami, ki pridejo nekam, ki rečejo, ki znajo telefonirati, znajo uporabljati tehnologijo in tako naprej. Ja, na eno podobo, ki smo si jo zamislili mi. Zdaj si nekako se dotaknila tudi vprašanja, ki sem ti ga hotela zastaviti, in sicer, če znamo vključiti raznolikost, pa nekako smo še na poti do tja. Ja, sej to sem že povedala. Jaz mislim, da je ne znamo, ne? Da ne znamo razmišljati o tem, kdo je zunaj, ne? Da bi se zares morali vprašati, za koga delamo neke politike in kdo ostane izven teh politik. Hvala lepa. Vlado, kje vidiš pomen raziskav, možnost povezovanja z načrtovanjem politik na področju staranja in dolgožive družbe? Bi lahko predstavil kakšen primer dobre prakse? No, jaz sem izrazit predstavnik tistih, ki trdijo, da mora biti politika fact-based. Skratka, da mora biti neka empirija, da mora biti neko raziskovanje, mora biti identifikacija problema in tako naprej. Ne. Vidimo pa, da se politika v tem smislu čedalje bolj izrojeva v demagogijo. Da je v bistvu uspešen tisti, ki probleme ali zamolči, ali ga ne vidi, ali ga pa transformira. Za mene to ni zdrava, niti ni dolgoročna, niti ni vzdržna, niti ni etična politika. Zaradi tega bi mora prava politika imeti empirijo. Se upravičujem, biti sem znanstvenik, karkoli že, ampak zdi se mi, da je to osnova, identifikacija problema in, bi rekel, podatki. Ne. Je politika tudi umetnost možnega, to se strinjam, kjer je včasih potrebno kakšno stvar v bistvu jeti nekaj korakov naprej, kot vodja, voditelj, pa ti potem sledijo, ampak v osnovi pa moramo reševati probleme. Pa ne samo reševati probleme, ampak jih anticipirati. To, kar je profesorica rekla, to se slabo zelo strinjam, te problemi prihajajo, ampak mi nimamo odgovora, mi še odgovor na zdajšnje probleme nimamo. Ne. Kar smo že prej govorili na področju staranja pa sploh, zaradi tega, ker to, kar je Aleš povedal, je točno, da se definicija, da se staranje redefinira. Včasih je bil to marginalen, skratka ti si imel neko normalnost, ki je bila dokler si lahko delal, vse ostalo je bilo pa marginalno. In zdaj postopoma politike vseglih so toliko zrele, da imamo ta segment vključevanja, tako kot je tudi naslov našega za seminar oziroma konferencije, da postopoma starejše vključujemo. Ampak so stigme, jih povsod vidimo, so stigme. Ne.
So stigme, tako kot so na drugem koncu pri mladih stigme, so tudi pri starejših stigme. In to na vseh segmentih. Ne? Tako da zdaj se bo stigmatiziralo tudi vprašanje spolne usmerjenosti in tako naprej. So stigme, ki bomo postopoma morali vključiti kot normalno. Ne? In tudi nekdo, ki je po nekih parametrih, včasih smo rekli to jus, ne, izven teh parametrov, ne, je del družbe. Mi smo se v Evropi odločili za vključujočo družbo. To se pravi, moramo imeti instrumente take, da bodo ljudi vključevali. No one left behind, si rekel. Ne. To je v bistvu nek moto. Ne. Pak ne sem pri starejših, praktično pri vseh segmentih in socialnih in tudi gospodarskih politika. Ne. Mi vidimo recimo, ne, da je v podjetjih situacija tudi taka, da imamo grozno marginalizacijo, stigmatizacijo in tako naprej, po kriterijih, ki potem, ko smo mi recimo pri delu raziskave, sploh ne držijo, da so to neke umišljene stvari. Misliš na stereotipe, na starostne predsodke, ali kako? Ne vem, tega pa tega, da se ni sposoben učiti, da se ni sposoben tako, da so kognitivne sposobnosti. Jasno, kognitivne sposobnosti so drugačne preko življenja, so gor, so dol, so različne segmente drugačne in tako naprej. Skratka, imamo spreminjanja, ne? To se pravi, da moramo to pripoznati. In zdaj, če imamo mi samo neko, se upravičujem izrazu, intuitivno politiko, tako kot jaz vedno znorim, če naredim neko raziskavo s kolegi in tako naprej, pa na koncu to predstavo, pa mi rečejo, ja, meni se pa ne zdi tako. In to je najhujš, kar lahko raziskovalca doseže, da se mu ne zdi tako. Ja, kako se ti ne zdi, če so pa podatki taki? A sem uporabil prave podatke? Sem uporabil smiselno metodologijo? A sem uporabil primerno, lahko interpretacija drugačna, ampak da se nekomu zdi intuitivno, da te pa to ni tako, to pa ni resno. In zaradi tega se mi zdi, no, da pri politikah, ne, to, kar tukaj sprašuješ, ne, na področju staranja in dolgožive družbe, se mi zdi, da je še posebej pomembno ta empirija, ker s tem bomo tudi te stigme odpravljali. Ker če bomo imeli ustrezne podatke, ustrezno analizo, analitiko in tako naprej, potem lahko rečeš, oprostite, temu ni tako. In zato se mi zdi, še enkrat povem to, kar sem na začetku, ker se mi izjemno pomembno tudi za razumevanje neke politike, da mora biti fact-based, da mora na nečem sloneti, ne na goli neki intuiciji ali pa nekaj se mi zdi, da je, ali pa 40 let smo tako delali, ne, ta je tudi dobra, ne, in potem se spremenijo strukture in tako naprej, ti ne moraš se spremeniti. Ne. Ampak številke so, projekcije so jasne. Ja, se zato pa pravim, da v bistvu je potem odvisno od politike, to prevzame. To je pa etično, zato sem tudi dal še en pridevnik, ne adjektiv, ne, to se pravi etična politika. Da se zaveda, ne, da v bistvu ima neke limite, ne, in zaradi tega pač posega po tem, ne, in to pravilno uporablja. Ne. Zdaj, mi vidimo veliko manipulacij in tudi politika je, kako bi rekel, je sinonim za manipulacijo, ne, in je v tem smislu lahko nevarna, zaradi tega, ker določene ljudi izključuje, ki jih ne bi smela. Pa vodi neko določeno politiko, ki, tako kot sem že prej rekel, ni učinkovita in ne targetira pravilnih ljudi. In tako, kot si ti rekla, ne, potem imaš pa ta okvir, okoli katerega ostane cela vrsta ljudi. Ne, to, kar smo se mi prej pogovarjali za Dornavo, ne, recimo, ne, ko imaš v bistvu stigmo na dveh segmentih, ne, na dementnosti, pa še na starosti, ne, oziroma poškodbi možganov, smo rekla. Ne. In to je potem, kako bi rekel, za neko politiko usmerjeno v povprečje je eksces. Je nekaj, kar v bistvu je izven te in za katere nimam instrumenta. In potem v bistvu so to, bi lahko rekli, neki reziduumi, ne, kjer jih rešujemo, pa potem zelo arbitrarno. Opravičujem, da teh tujk uporabljam, ampak mislim, da kar pašejo. No. Tako da v tem smislu, no, je tako razumem, še enkrat tako razumem to politiko. No. Dobro, še gospod Kenda, pa potem Vezna. Jaz sem skoraj vse tujke razumel, tako da lahko nadaljuješ. Ja. Sem eno misel na tisto, kar je Vlado na začetku rekel. Ne. Mi v bistvu živimo dlje, kot so živele prejšnje generacije. In imamo tukaj nekaj dodanih let, ki jih je treba seveda zapolniti z nekimi vsebinami. Ampak to, da živimo dlje,
je v glavnem rezultat česa? To je rezultat napredka v medicini, napredka v zdravstveni socialni oskrbi, boljših delovnih pogojev, boljših stanovanjskih pogojev in tako naprej. To je rezultat tega. Koliko smo mi kot individuumi prispevali k temu, da živimo nekoliko dlje? A smo kaj? Ne prav dosta, ne? Tista prepričanja v nas ostajajo približno taka o starosti, kakršna so bila pred 50 ali pa 70 leti. In zdaj to daljše življenje seveda rojeva kup nekih izzivov, ne? In zdaj vsi ljudje po Ljubljani, če bi jih zdaj šel spraševati, ko bi jim rekel, kateri je zdaj ključen izziv staranja, starosti, bi rekli dolgotrajna oskrba, pa dolgotrajna, vsi bi govorili o dolgotrajni oskrbi. Ampak to je eden od izzivov, to je dolžnost države, da pač zagotovi ta sistem in to prej ali slej bo. To ni problema, jaz mislim. Ampak en drug izziv pa je, ki ga pa zanemarjamo ali ga spregledamo, ga premalkrat vidimo. Mi kot ljudje moramo začeti spreminjati poglede na staranje in na starost. To je ena od ključnih stvari, ki je zdaj pred nami. In to jaz nekako dolgo govorim, pa kljub temu sem bil včeraj presenečen, ko sem v ključnem dokumentu Združenih narodov o dekadi zdravega staranja najdel tisto misel, ki sem jo že pozabil, ampak je zame ključna, ko piše, da je potrebno, da začnemo spodbujati spremembe o tem, kako mislimo, kako čutimo in kako delujemo do starosti. To Svetovna zdravstvena organizacija, Združeni narodi, pa v nadgradnji svojih dokumentov o staranju, ki so zdaj stari 23 let, pri katerih nastanku je sodeloval moj sosed na desni. Oni pa, kot kaže, bo prišlo na prvo mesto nekak usmeritev changing the narrative on aging, spreminjati pogled na staranje. To so zdaj neke ključne stvari. Zdaj je na nas veliko, da naredimo, ne? Medicina in tole so veliko naredili, ampak zdaj je na nas. Ja. Skratka, To je res. ni vas izziv v dolgotrajni oskrbi. Absolutno, ni to edino vprašanje, pa edina tema, o kateri bi govorili v starosti. Če smem samo eno misel, Vesna, ko govorimo o starosti, o tem, da moramo spremeniti narativo, kult mladosti je tisti, po katerem hrepenimo si ga ohraniti, prej si razlagal o kremah. Po drugi strani moramo pa, ko oblikujemo drugačno ali pa spreminjamo podobo starosti, tudi paziti, da ne bomo začeli idealizirati spet drugi za starejše o tem, kako naj živijo, da zdaj so pa vsi tekači, triatlonci, skoraj da brez zgub, živijo družabno izpopolnjeno življenje. Se pravi, da bomo začeli spet narekovati, kako pa naj živijo. Ampak dopustiti, da vsak živi po svoji meri in nekako je to tudi gerotranscendenca, da enkrat, ko nisi več institucionaliziran, če se le nisi popolnoma identificiral z vlogami iz delovnega okolja, da znaš prisluhati, slišati sebe in zaživeti brez neke prisile od zunaj, bi bilo to tisto lepo zadnje obdobje življenja. Izvoli, Vesna. Samo pozabila sem, ko si me prej vprašala, katere skupine so tiste, ki so najbolj ogrožene, sem pozabila navesti še eno, ki smo mi našli v naši raziskavi. Že nasploh smo videli, ker smo delali te poglobljene biografske intervjuje na domovih ljudi, nekateri nas niso domov spustili, smo se kje druge dobili, ampak večino pa tam, kjer smo bili, to je mizerno, to je zares mizerno življenje. Ker ljudje se zreducirajo na bivanje na parih kvadratih, čeprav imajo veliko stanovanje, imajo recimo, bili smo pri eni gospe, ki je hiša razpadala, noč so rasla že drevesa tam v predsobi pa tako naprej in ona je živela v enem samem prostoru, tam je imela še kakor toliko redu streho in tako in tam noter je bila. Večinoma starih ljudi se greje, se ogreva, tako da se ogrevajo uro ali pa dve na dan,
in tako naprej. No, ena skupina še, ki jo je vredno omeniti, so starejši moški, ki ostanejo sami po dolgotrajnem partnerstvu, ne. In se v sistemu absolutno ne znajdejo. Zares se ne znajdejo. Ne vejo, niti si ne znajo dneva strukturirati, ne znajo kuhati, ne znajo zase poskrbeti, ne? In ne znajo ravnati z institucijami. Sploh ne vejo, kaj je to center za socialno delo, ne vejo, kam je treba iti zaradi tega, ker so vse to delale njihove žene, ne? In zdaj ostanejo v starosti revni, brez dohodka ali pa zelo nizkimi dohodki, pa še znajdejo se v tem sistemu, ne? Tako da recimo to se mi je zdelo še vredno, no, to skupino ljudi v starosti poudariti, predvsem zaradi tega, ker ne obstajajo mehanizmi, po katerih bi te ljudi prepoznali in jih znali vključiti, ne. In to so potem to življenje na obrobju je res slabo življenje. Ja, tako kot praviš, da bi jih znali prepoznati, jih vključiti, da bi oni sploh odprli vrata, da bi nekomu rekli, potrebujem pomoč, ker je v mnogih družinah oziroma pri posameznikih to, da bi prosil za pomoč, smatrajo kot velik osebni neuspeh. Zaprtost pred ostalimi, kar precej izzivov, ja. Ne samo kako zagotoviti pomoč, ampak sploh, da dostopamo lahko. Kako pridobiti ga? Tako, ja. Želeli ste se navezati? Vesno sem prej poslušal, ne. Življenjska doba se podaljšuje, ne. Ženske velikokrat ostajajo same. To je pri nas na naši univerzi zelo očitno v nekaterih primerih. Ko jaz naredim analizo vpisa v posamezne študijske programe, je tam cirka 75% žensk, ostale je moških, ne. In tudi ženske ali moški, ne, ko ostanejo sami, kar parkrat se nam je že vodilo, da je gospa, ki je hodila na študijski program, ostala sama doma. Animatorja smo se z njim pogovorili, kaj pa narediti, ne. Jaz sem predlagal, da jo obiščejo na domu, se malo pogovorijo, jo povabijo nazaj v študijsko skupino in je res prišla, oziroma pridejo nazaj in so vse srečne, ki ponovno zaživijo. Vemo, da smrt je boleča, ampak brez to je življenje, ki ne moramo kaj dosti narediti, ne. To je treba sprejemati, ne. Tako da tukaj je tudi glede moških, ne, jaz, ko se v Domžalah sprehajam, mene skoraj vsi poznajo v Domžalah, pa se z ljudmi malo pogovarjam, pa nekdo moški ostane doma, kaj čem pa narediti, kaj pa to, pa tretje, pa ne znam skuhati, pa ne znam tega, ne. In ko pa ne pridi, boš videl, kakšne programe imamo, pa ne samo pri nas, tudi v drugih društvih v Domžalah, vključi se v aktivno življenje v občini Domžale. In ko to naredijo, so potem tudi vsi zadovoljni, ne. Gospod Ravnikar, vas smem vprašati, kako pa ocenjujete prenos znanja, primerov dobre prakse med občinami v Sloveniji? A smo vsak na svojem vrtičku ali je na ravni sodelovanja med občinami pa le dovolj prenosa znanja, izkušenj in idej? Kar jaz iz svojih izkušenj lahko povem, da imamo zelo pozitivne izkušnje s posameznimi občinami. Karkoli, kakršnekoli težave, kakršnekoli predloge, mi posredujemo županom ali pa uradom županje pa na občino predloge za sodelovanje. Eno takšno sodelovanje smo zelo dobro vzpostavili z občino Dol pri Ljubljani. Na občini Dol pri Ljubljani bomo v naslednji teden začeli izvajati študijski program računalništva, ker je ta znanje v računalniški tehnologiji je pri starejši populaciji, ne pri vseh, zelo, zelo kritično včasih, ne. Če jaz povem primer v času covida, jaz sem imel sestanek z animatorji, z mentorji, sem rekel, no, da pa bomo pa to delali preko Zooma. Kaj hujga, ne. In potem najprej sem mogel sam sebe usposobiti, potem smo usposobili mentorje, potem smo usposobili animatorje. Na koncu so bile 2 študijske skupine na začetku, na koncu je bilo 50%
slušateljev na Zoomu. To je tista aktivnost, na kateri zelo veliko poudarka tudi dajemo na teh univerzah, kar je zelo pomembno za ljudi. To je res, ja. Zdaj, prej smo že omenili dokument Strategija dolgožive družbe, ki povezuje tudi delo različnih ministrstv oziroma odgovornosti naloge različnih ministrstv. Gospod Kenda, bi bil po vašem mnenju potreben nek svet, nek organ, ne bom rekla novo ministrstvo, vendar nekdo, ki bi povezoval različna ministrstva zato, da bi le naredili malo bolj proaktivne pristope na področju uresničevanja ciljev v strategiji oziroma oblikovanja in po eni strani bolj prijaznega starejšim bivalnega okolja, tako v ravni skupnosti kot na ravni individualnih domov, vseživljenjskega izobraževanja, trga delovne sile in dostopa do zdravstvenih, socialnih storitev. Ja, prvo del vprašanja sem razumel in sem ga umestil v to svoje razmišljanje, pol v drugem delu ste šla pa zelo v širino. To je vse strategija. Glejte, neka znanja, neke izkušnje iz preteklosti seveda obstajajo z uresničevanjem strategije. Pri tej strategiji, ki je bila od 2006 naprej veljavna, je bil, poleg tega, da je bilo seveda takrat ministrstvo za delo tisto ključno ministrstvo, ki je moralo formalno zadeve peljati naprej, je pa bil ustanovljen svet. Mislim, da se je imenoval Svet za aktivno staranje, v katerem so bila vsa ministrstva ter tudi predstavniki nevladnih organizacij, po domače rečeno. In ministrstvo je takrat želelo dati tudi recimo pomemben poudarek oziroma priznanje nevladnim organizacijam, bi rekel, Zvezi društev upokojencev, torej predstavnikom starejših. Zato je bila vodja tega sveta prav predstavnica starejših, kot podpredsednik sveta je bil pa predstavnik ministrstva, mislim, da minister tedaja. Ideja je bila zelo dobra, z vidika izvedbe pa mogoče ne najbolj. Ugotovili smo namreč to, da neko tako strategijo pognati v življenje potrebuješ tudi veliko avtoriteto znotraj vlade. Tako da jaz mislim, da seveda svet bo tudi ob tej strategiji ponovno ustanovljen, saj je bil tudi ob tej, ta zadnji 17 leta že enkrat ustanovljen, ampak pol zamenjavo vlade je zadeva zamrla, tako da bo tudi ob zdaj ponovni reaktivaciji tega. V naslednjem letu ste rekli. Kako? V naslednjem letu. Če že v tem ne. Ja. Vsekakor bo pa vodil ta svet neka dovolj močna osebnost strani vlade, tako da bo nekak zadeva bolj operativna. Je pa pomembno tudi pri tem svetu vsekakor sodelovanje z kabinetom predsednika vlade. In če se te stvari nekako poklopijo, potem se stvari grejo naprej. Se pravi, je predvideno, bo in... Jaz zdaj nimam čist črno na belem, ampak jaz si želim, da bi, če že ne letos, pa takoj s prihodnjim letom se je začelo tukaj premikati. Ja, hvala. Vesna, kakšen je pa tvoj pogled na vlogo tehnologije, digitalizacije, inovacij v dolgoživi družbi? Kateri so najbolj neki obetavni tehnološki pristopi k podpori delovanja dolgožive družbe? Ja, mi postavlja spet vprašanje, na katerem jaz nisem ravno ekspertka. Zdaj, jaz bi tle v zvezi s tem bi upozorila samo na to, da je seveda jasno tehnologija nekaj, kar podpira naše življenje, ne? Nam olajša. A ste morda v aspektu revščine tudi raziskovali ta vidik dostopa? Ja. Saj to sem hotela poudariti, ja. Nam olajša ta vsakdanje življenje, problem pa je takrat,
kadar nam ga otežuje. Ne? In pri tej skupini ljudi, s katero smo se mi ukvarjali, z revnimi starimi, smo videli, da postaja včasih tehnologija breme, ne pa koristne. Zaradi tega, ker obstaja zelo veliko sistemskih ovir danes za ljudi, ki so navajeni na oseben odnos, ne? Ki ne obvladujejo tehnologije, so prestari, da bi se recimo jo naučili ali pa jo hoteli naučiti. Ne? Tam smo imeli eno gospo, ki je stara 95 let, živi zares v revščini, ona že 3 leta ni bila nikjer, ne? Sploh ne gre iz stanovanja, 2-krat so jo odnesli dol po stopnicah, zato da je lahko šla k zdravniku. In ona je ravno zaradi te digitalizacije ali pa novih tehnologij prekomerno odvisna od drugih ljudi. Se pravi, problem nastane takrat, kadar se neka tehnologija uveljavlja, tako da dela ljudi odvisne od drugih ljudi. Ne? Zaradi tega, ker so stari ljudje že tako v nekem krogu ali pa v neki verigi odvisnosti, dostkrat. Boci od svojih bližnjih svojcev, boci od kakšnih inštitucij in tako naprej. In te dodatne odvisnosti so sam še dodatno breme iskanja nekoga, ki te lahko servisira. Ne? Tako da jaz bi sam na to upozorila. Ne? Zagotovo je tehnologija nekaj, kar nam olajšuje življenje, pri revnih, pri tistih ljudeh, ki nimajo ne spretnosti, ne znanja, ne? To spretnost stanje težko dobijo, je pa to zares lahko nova odvisnost. In te verige odvisnosti so zares lahko poglabljajo potem težave. Ne? Še to dodaten dejavnik tveganja za izolacijo. Ja. Dostop do zdravstva, bančnih storitev. Ne moreš iti k zdravniku, če nimaš nekoga, ki bi namesto tebe poklical. Koriščenje Te sistemi ugodnosti. so tudi dizajnirani tako, da od tebe zahtevajo, da imaš nekoga, ki te servisira. Ne? Ta zdravstven je zelo tipičen. Ne? Pri zdravniku ti rečejo, nimate vi hčerke ali pa sina, a nimate nekega sorodnika, ki bo to namesto vas naredil. Ne? Se pravi, namenoma delajo ljudi odvisne od nekoga drugega. Ne? Ja, jaz pa večkrat drugačna izkušnja, no, kar se tega tiče. Se strinjam, da je odvisno od računalnika velik problem. Ne? Mi imamo študijski program računalništva in marsikdo pride na ta študijski program na univerzo brez laptopa, brez mobitela, brez vsega. Ne? So primeri takšni, vendar mentor ima nalogo, da spodbudi, da potem kupijo tudi računalnik, tudi laptopa. Ne? So primeri in po 20-30 urah tega predavanja gospe ali pa gospodje pošiljajo sami elektronsko pošto, naročajo zdravila in pa podobno. Ne? Tukaj, to je tista vključenost in pa pomen Univerze 3. življenjske obdobje v Sloveniji tudi, ne, med drugim. Ja, te tehnologije so lahko seveda zelo različne. Ne? Jaz imam v zvezi s starejšimi nekaj morda več zgodovinskega spomina in ta spomin mi gre na te poskuse, da bi se uvedla ta e-oskrba. To je več kot 10 let je to trajalo, se praktično ni premaknilo. Približno 2 leti nazaj pa se je s pomočjo nekih evropskih sredstev zadeva nekako prijela, naenkrat je postalo 5000 uporabnikov, ampak to je bilo še vedno izven sistema. Zdaj pa s sprejetjem zakona o dolgotrajni oskrbi je pa ta e-oskrba postala del sistema in to pa je nek primer dobre prakse, ki koristi tako ljudem, ki so formalno v dolgotrajni oskrbi, kot tudi tistim, ki imajo 80 ali več let, pa ne potrebujejo dolgotrajne oskrbe, vendar živijo recimo sami doma, jo bojo tudi lahko dobili znotraj tega paketa. Ne? In to je ena čudovita stvar, recimo za tistega, ki živi sam doma, pa se boji, kaj bo, če pade, a bo lahko koga priklical ali ne. Ampak to ni zgolj stvar, ki je dobra za tega uporabnika starejšega, ampak to pomembno olajša življenje tudi recimo njegovemu svojcu, neformalnemu oskrbovalcu, ki ga je pogosto skrbelo, kako je z njegovo mamo, očetom, ki živi sam doma,
ali tudi z kakšnim formalnim oskrbovalcem, kjer je tudi možna kakšna povezava. Skratka, tukaj je in primer dobre prakse, je pa seveda ta zadeva relativno lahka za uporabo. Se pa popolnoma strinjam, da seveda digitalizacija gre naprej, to je neka stvar, ki je pred nami, ampak ni dovolj sem to govoriti, da gre naprej, treba se je zavedati tudi tega, da je zadeva lahko pripravljena prijazno do uporabnika ali pa neprijazno do uporabnika. Jaz sem pri teh stvarih nisem najbolj spreten, ampak jaz z lahkoto rezerviram letalo za na drug konec sveta in v tistem kraju z lahkoto najamem hotelsko sobo za 3 dni, tako. Imam pa recimo problem z neprijazno digitalizacijo, če moram za izpolniti potni nalog prebrati 25 strani navodil, pa mi še ne uspe. Malce sem karikiral, ampak vsebinsko globoko ste razumeli namen, ki sem ga imel. Ja, popolnoma. Kaj pa možnosti uporabe tehnoloških rešitev v domovih za starejše? Imamo manjko kadra, lahko bi govorili kot morda kot nadomestilo za upravljanje določenih storitev ali pa za izboljšanje kakovosti in varnosti oskrbe. Ja, tudi tukaj je prišlo do enega pozitivnega koraka naprej. Jaz sicer v tem področju nisem prav domač, ampak ko sem pogledal malo podatke, preden sem prišel k vam, sem videl, da je v zakonu o začasnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih zmogljivosti pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe je podana tudi možnost sofinansiranja posodobitev in optimizacije delovnih postopkov oziroma sofinansiranje nakupa sodobnih tehnologij in pripomočkov za robotizirano, avtomatizirano in avtonomno izvedbo postopkov. Skratka, to so recimo kakšne naprave za dvigant starejšega v posli ali ga za obrniti in podobno. Skratka, zakon o dolgotrajni oskrbi posledično je to je zdaj nekako v procesu aplikacije oziroma to so javni pozivi, da se potem domovi prijavljajo za te in podobne stvari. Se pravi v naslednjem letu. Zdaj, kakšna je pa sploh dostopnost? Včasih si tako malce raziskujem, kakšna je dostopnost in možnost izbire v Sloveniji bore slaba. Znotraj Evropske unije je potem malce bolje. Ampak v Sloveniji smo pa tako majhen trg, nekako nezanimivi potem tudi za mnoge inovatorje oziroma proizvajalce robotske opreme. Ja, jaz kot sem že prej rekel, v tem področju mogoče nimam dovolj natančnih podatkov, zato bi tukaj se bi malo zadržal z odgovorom. Vseeno ste povedali, da namenja ministrstvo določena sredstva oziroma se spodbuja tudi ta način posodabljanja in izboljševanja kakovosti storitev. Morda še eno vprašanje vsem udeleženim, kako po vašem mnenju graditi bolj vključujočo dolgoživo družbo? Enostavno ali pa tudi ne vprašanje? Mogoče Vesna najprej kot dama? Ja, mislim, to je zares zahtevno vprašanje. Ne? Zaradi tega, kar se tiče nasploh odnosov, ki jih imamo ljudje, ne? Tiče se tega, kako funkcionirajo države, ne? Kako funkcionira ekonomija, družba in vse. Ne? Tako da ni enostavno odgovoriti na to. Ne? Da jaz sem še vedno prepričana, da je najboljši garant za to, kako se mi kako delamo en z drugim, ne? Kako človeško delamo en z drugim, ne? Se pravi, kakšno humanost ima ta svet, da je odvisna od tega, da mora zares dobro funkcionirati socialna država. Ne? Zame je socialna država še vedno garant za humanost, pravičnost, etičnost in tako naprej. Zaradi tega, ker se mi zdi, da si država pač mora deliti z ljudmi odgovornost za preživetje. Ne more ga pustiti ljudem. Ne? Ker takoj, ko to naredi država, da prepusti ljudem odgovornost za lastno preživetje,
potem morajo ljudje tekmovati en z drugim, ne. Potem je konc medsebojne solidarnosti, ne. Težko se povežejo v današnjem svetu, ne živimo več v pradružbah, ne, kjer so se ljudje na enostaven način povezovali med sabo, ne. Tako da se mi zdi, je zares grajenje na stvareh, kot so solidarnost, močna solidarnost, empatija recimo, ne. In tako naprej še vedno velik garant za to, da smo da živimo skupaj in da smo solidarni en drugega. Ne vem, to je zelo abstrakten odgovor na tvoje zahtevno vprašanje, ampak se mi zdi, ni enostavnih izhodov iz tega. Ni enostavnih, ne, Ja. se strinjam. Ja. Jaz, če pogledam z tega mojega stališča, tisto, kar počnemo v Domžalah, pa tudi univerze v Sloveniji, se strinja, da je treba za družbo nekaj narediti tudi v prihodnosti. Vemo, da imajo občani različne višine pokojnine in ko se pri nas upisujejo ali na katerikoli drugi univerzi, je soudeležba za študijske programe. Ne? Ni to brezplačno. Nekaj dobimo od občin, nekaj malega dobimo od države. In jaz sem že kar na parih sestankih predlagal, da se v prihodnosti tudi so strani države, ker smo izobraževalna ustanova, tudi financiranje teh izobraževalnih ustanov nekoliko spremeni. Jaz sem bil kar vrsto let v srednji šoli Domžale, 26 let pomočnik ravnatelja in tam se financira po glavi dijaka in lahko se bi tudi tukaj po glavi slušatelja določen procent namenili, ne tako kot zdaj, da bom povedal, koliko dobimo, ker je zanemarljivo tisto, kar dobimo, ne? Ampak v tem bi bilo v bodočnosti smiselno razmisliti. Hvala. Vprašanje je torej, kaj storiti, da bi starejši ostali aktivni, vključeni v družbo, ne? Ja, kako graditi To. čim bolj. Zdaj, jaz tukaj vidim nekako malo deljeno odgovornost države, pa odgovornost posameznika. Je pa odgovornost države nekoliko večja tukaj. Pa kljub temu, če se jaz dan zjutraj sam ne bi primoral, da sem šel hoditi pa nekaj krajšega vteči, ne bi pomagalo nič drugega. Predvsem pa generalno vzeto pa seveda tisto, kar sem že prej rekel, menim, da je sprememba pogleda na staranje, na starost ključna stvar, ne. Preseganje tega starističnega pogleda, da so vsi starejši enaki, je ključna stvar, do tega pa lahko pridemo samo skozi ta vseživljenjski pristop, da se zgodbe začnejo že v mladosti, da se ljudem, otrokom že v mladosti kaže staranje v taki obliki, kakršna je, da se spodbuja te medgeneracijske aktivnosti že od mladosti in da se na ta način vzgaja tudi medgeneracijsko solidarnost. Hvala. Zdaj, odgovor je lahko, kot vsi odgovori, kratek ali dolg. Jaz bom poskušal vsaj skicirati ta odgovor, ker se mi zdi ključen, ne. Namreč mi, pa to ni samo stvar zdaj slovenske družbe, ampak razumemo generacije binarno. Večino časa, stari pa mladi. Ampak to sploh ni res, ne. V bistvu iz sociopsiholoških in drugih raziskav izhaja, da imamo tipe generacij, 6 generacijskih tipov, ki jih praviloma pač jih imamo kot recimo veteranska, do zdaj, ker letošnje leto se je začela beta generacija. 2025 je beta generacija, vmes je 6 generacij. Recimo po teh nekih sociopsiholoških, ki bi rekel bolj merijo ne to kognitivne sposobnosti, ampak v bistvu obnašalne znake. Ne? In zdaj, ker smo mi večinoma teh politik zgradili, bom rekel, binarno, so seveda nenatančne. To, kar je moja, bi rekel, misel že skozi danes, ne, da bi morali se bolj mikro, bolj natančno usmeriti instrumente. Ne. In zaradi tega se tudi v to, kar je recimo bilo sicer mišljeno kot eno pod vprašanje, v bistvu, a smo mi pripravljeni za te medgeneracijske in tako naprej, nismo. Zaradi tega, ker mi sploh ne pripoznamo teh različnih
generacijskih obrazcev, da tako rečem, obnašanja. Šele to razumevanje bi lahko omogočilo, da bi šli v bolj natančne politike. Pa zdaj govorimo v bistvu z vidika javnih politik, ne? Seveda je pa to tudi, če govorimo recimo o organizacijskih strukturah v podjetjih, ki bi morale biti potem drugačno sestavljene, drugačno strukturirane. In se strinjam tukaj z Alešom v načelu, da bi morala biti ta odgovornost za, bom rekel, neko staranje ali pa starostno preživljanje deljena odgovornost, ne? Pač po nekih določenih proporcijah. Ampak to se mi zdi ključno, da pripoznamo med te različne generacije po teh obnašalnih vzorcih, da to ni več binarna struktura, ne? Tako kot imamo skozi v življenju dobro, slabo, levo, desno v politiki, zgoraj, spodaj, ne vem, skratka to, ker je to enostaven, seveda je pa nenatančen. Ravno enostavnost, ne, potem daje, bi rekel, zelo tudi nenatančne in, bi rekel, zelo pavšalne odgovore. No, zdaj, kar se tiče pa splošnega razumevanja, recimo, kako zdaj izboljšati, recimo, življenje v starosti, meni se zdi, da je ena stvar, ki bi jo morali vsi pripoznati, to je spoštovanje. Mi spoštovanja nimamo več. Mi osnovne kategorije spoštovanja nimamo. Respect. In mislim, da se tukaj vse začne, pa je to, se zavedam, zelo mora biti demagoško, da sem to rekel. Ampak spoštovanje je po moja osnova. In jaz pa vidim, recimo, rekel, današnjo situacijo po podjetjih, institucijah, družinah in tako naprej se začne pri tem spoštovanju. Prvič, mladi rečejo za starejše tako, starejši za mlade tako, srednji tako, uni drugač, moški, ženske in tako naprej, še vedno je marginalizacija in tako naprej. In to je, bi rekel, osnova, ker spoštovanje potem vzpostavi tudi neko možnost, da se medsebojno razumemo, pa da medsebojno gremo naprej. Za mene je ključno to medgeneracijsko razumevanje, ker sicer, lejte, kar se nam dogaja, se nam bo še bolj dogajalo. Konflikti. Nam se javljajo že ne samo latentni, ampak resni konflikti med generacijami. In to se bo še nadaljevalo. Z zaostrovanjem na trgu dela, ko mi v bistvu za danim delovnim kontingentom ne moremo več zadovoljevati, rekel, povpraševanj na trgu, predvsem na trgu storitev, ki jih imamo. Tega ne moramo več in zaradi tega moramo uvažati delovno silo, moramo se prilagajati v strukturah in tako naprej. Seveda bo prišlo tudi do tega, da bodo odprte možnosti tudi za delo starejših, predvsem mislim na tiste med 60 in 70 let starosti in tako naprej. Skratka, to so neka izhodišča, to se pravi razumevanje generacij, tudi kognitivno razumevanje, potem drugo, kar se tiče tega spoštovanja, in tretje v bistvu potem bolj ciljani instrumentih javnih politik. Tako bi povzel na kratko. Hvala lepa. Morda zaključna misel še z moje strani. Zavedanje, da se vsaka generacija sooča s svojimi problemi, izzivi, ki jih smatrajo za zelo težke, lahko eksistencialne, lahko povezane z lastno identiteto. In ni nujno, da naraščajo problemi s številom let, lahko imaš v času od 15. do 25. leta veliko več problemov oziroma čutiš veliko večje breme na svojih plečih. Recimo zaskrbljujoči so podatki, koliko mladih je zdaj v depresiji oziroma nima nobenega volje, upanja za neko uspešno svojo prihodnost. Ne idealizirajmo starejših. Kaj to pomeni? To pomeni, da naj se vsakdo stara po svoji meri in nihče nima nekega idealnega življenja, ni idealov, ampak dopustimo, da se vsakdo stara po svoji meri. Bodimo pa spoštljivi, jaz tega ne smatram kot
demagoško, ampak zares kot osnovo spoštljiv dialog med generacijami. Če si želimo, da bodo mladi, ki se srečujejo s svojimi težavami, imeli posluh za naše težave, nam pomagali pri reševanju naših stisk, bodimo tudi mi odprti in spoštljivi in naj se konec koncev učijo od nas. Torej, ni tisto vprašanje, kaj lahko ti narediš zame, ampak kaj lahko jaz naredim zate. Sigurno se pa ob koncu življenja, razen če je nenadna smrt, se bomo soočili za potrebo po določenih storitvah oskrbe, po pomoči in je tudi naloga posameznika, priložnost tudi, da razmišljamo o tem, kako pa želimo preživeti to obdobje. Še vedno zelo pogosto slišim, bodo že otroci povedali, se bodo že otroci odločili, bodo že otroci poskrbeli za mene. Načrtovati moramo tudi sami zase. Imamo to priložnost. Jaz se vsem udeležencem naše panelne razprave zares iskreno zahvaljujem, da ste bili pripravljeni spregovoriti o neki temi, ki ni preprosta, ki je celovita, ampak vseeno poskušamo na podlagi znanja, dela, izkušenj, sodelovanja narediti kakšne korake naprej, preden se soočimo z določenimi številkami, ampak zato, da bomo bolje pripravljeni in zato, da bo to res dolgoživa družba, naša priložnost. Tako, zdaj ob 4, ker smo vključujoča dolgoživa družba, se prične eno veselo dogajanje tukaj pred univerzo, se prične brucovanje, bo zelo pestro in bomo tudi mi vključujoči in veseli za naše mlade. Hvala lepa vsem udeležencem še enkrat in gostom. Hvala.